Živjo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovem angelskem navdihu. Manca Razboršek je moje ime in sem life coach, soul coach in pa transformacijska mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko energijo, uživati v življenju in navdihovati druge. In to počnem na različne načine. Eno so tele navdihi, ki jih ravnokar spremljate, drugo so tisti navdihi, ki jih jaz dobim, kaj narediti za vas, kako vas pocrkljati, kako vas v bistvu nekam popeljati iz stanja, kjer ste mogoče nezadovoljni, neizpolnjeni, želite nekaj več od življenja, do tega, da postanete kreatorji svojega lastnega življenja. In še posebej rada to delam z ženskami, zato ker smo ženske ena tako čudovita bitja, tako združujemo v sebi neverjetno svetlobo in temo, da je potem to iskanje pravega ravnovesja tisto, ki je precejšen izziv za mnogo žensk. In zato tudi delam serijo Avtentične in ženstvene, v katero sem povabila 8 žensk, ki teh 8 žensk na nek način je že našlo svojo ženstvenost, že doseglo svojo avtentičnost in svoje poslanstvo so našli v tem, da to dajo tudi drugim ženskam. Video serija že poteka, ampak če se prijavite, dobite potem tudi vse videe za nazaj, tako da si lahko v miru pogledate te polurne pogovore. Jaz upam, da nam danes retrogradni Merkur ne bo preveč nagajal v tem prenosu. Lahko pride do malo zamika slike in zvoka, namreč v soboto oziroma sobota, nedelja smo vstopili v obdobje retrogradnega Merkurja, ki nam bo tam nekje do 5. septembra malo mešal štrene in komunikacijo. Običajno je to nek bav, ko vsi pravijo, ja, retrogradni Merkur, pa kaj se ne sme, pa kaj se sme, pa ne smeš nič podpisati, pa ne smeš to, pa ne smeš ono. Retrogradni Merkur pravzaprav je energija, ki se obrne navznoter, ne. Zato, da lahko pogledamo na stvari še z drugega vidika, da pogledamo, a je res vse tako, kot smo si zamislili, a je res vse tako, kot želimo. Zahteva nekako od nas, da smo bolj pozorni, da drugače poslušamo, da boljše poslušamo, bolj intenzivno poslušamo in da mogoče ne skačemo preveč v začetke, da se v neke, ne začetke, ampak neke zaključke, da se umirimo, ne. Mi toliko brzimo vsak dan, toliko se enih stvari dogaja, vse mora biti hitro, vse mora biti takoj, vse mora biti res instant, da potem pride retrogradni Merkur pa reče, umiri se, malo daj na easy. In to je tisto, kar pravzaprav v svetu, ki smo ga ustvarili kot človeštvo, nekako ne paše, a ne, ker vsak dan morajo biti rezultati, vsak dan morajo biti stvari narejene, vsak dan se vsem mudi, ne. V bistvu ne upoštevamo več teh naravnih ritmov, teh naravnih energij, ki nas včasih podpirajo, včasih reče, daj malo se ustavi, a ne. In ženski način je prav to, da poslušamo te svoje ritme. Ženske smo še toliko bolj uglašene z Luno, s planeti, z Zemljo, s telesnostjo, in kadar se tule odrežemo, ne, potem izgubimo vse to. Tako da, pa da ne bom čisto preveč dolga na to temo in da bojo še angelčki imeli v bistvu kakšno besedo, vam bom samo dala eno povabilo, ki sva ga naredili z mojo naslednjo gostjo, ki bo v četrtek zdaj na vrsti, in sicer je to Nina Jenštrle, ki je dula in pa učiteljica šakti plesa, in sva se točno to tudi pogovarjali, kako smo ženske izgubile ta stik s telesom, s svojo čutnostjo, s tem, kaj pomeni biti res utelešena v svoji energiji, in s tem tudi v bistvu ne znamo več prisluhniti svoji cikličnosti. Tako da eno lepo vabilce in pa tak teaser za četrtek. Morajo same pripeljati do pristanišč zaradi prepovedi. Živjo in lepo pozdravljeni. Nina Jenštrle je moja naslednja gostja v video seriji Avtentične in ženstvene in dobile smo se tukaj v prekrasnem jezeru v Preddvoru, kako se že imenuje? Črnava, jezero Črnava. Tako da in Nina mi je razložila vse o tem, kaj pomeni dula, kdo je dula, kaj počne in pa kaj je šakti ples.
in kako je Šakti ples povezan z žensko energijo in z nego ženske energije. Nina, Evo, takole sva vas povabile. Upam, da ste začutili to super energijo, ki sva jo pravzaprav imele. Nadaljevanje pa je potem že intervju in marsikaj drugega, tako da za tisto boste mogli pa posebej se prijaviti. Bom dala potem po koncu še link tukaj spodaj, tako da si boste lahko pogledali. Vidim, da se vas je ene par že prijavilo, da že poslušate, tako da lahko se povežemo, namreč odkar delam te Facebook live navdihe, se vedno povežemo. In ne glede na to, a ste prisotni v živo v resnici, ali se nam potem kasneje pridružite, vedno gre ta krog, ta energija se krepi. In namen, ki ga znotraj tega vedno jaz tudi dam, je, da tisto, kar pride strani angelov, da je v najvišje dobro vseh, ki poslušajo te navdihe. Se pravi, vsak, ki prisluhne, tudi če si zdajle prvič tukaj in poslušaš, je to tisto, kar je tudi tebi namenjeno. Tudi če bo to čez 1 leto ali pa čez pol leta, verjetno je noter eno sporočilo, ki ti je namenjeno v tistem trenutku, en tak mali aha, ker angeli se vedno oglasijo v pravem času. Tako da vas zdaj povabim, da se umirite, pa naredite en globok vdih in izdih, vključno z mano. In da se povežete s svojim srcem, s svojim srčnim središčem, tako da svojo pozornost usmerite na srce. Lahko tudi položite roko gor na prsi. In si predstavljate, da z naslednjim vdihom vdihnete srčno energijo vseh tistih duš, ki so prisotne v tem trenutku, v tem času. In da začutite, kako je to ena čist drugačna frekvenca ljubezni, ki prihaja direktno iz višjih nivojev. In naslednji vdih, ki ga naredite, je srčna energija vseh angelskih bitij, ki nas obkrožajo, vseh svetlobnih bitij, ki nas obkrožajo in ki so tukaj zato, da nam predajo tisto sporočilo, ki je za ta kolektiv, ki gleda te navdihe, pomemben v tem tednu ali kadarkoli mu prisluhnete. Vsak naj najde tisto svojo frekvenco znotraj srca, ki vibrira. In z vsakim vdihom vdihnete več te srčne energije vseh teh, ki gledamo, ki smo prisotni, ki smo tukaj. In to je srčna energija vseh naših višjih jazov, naših duš. In srčna energija angelov. In ko izdihnemo svojo srčno energijo, svojo brezpogojno ljubezen v ta krog. In ta energija se krepi iz trenutka v trenutek. In naredite še en globok vdih in izdih in s tem zavedanjem, da dihamo drug drugega, da dihamo srčno energijo, odprete oči in prisluhnemo, kaj nam angeli in naše duhovno vodstvo zapovedati, kaj je tisto, kar nas bo v tem tednu podpiralo, kakšne energije, na kakšen način. Nadangel Ariel in moč. V bistvu presenetljiva, fantastična karta. Takole, ne, da pokažem. Angel, ki jaha tigra. Tiger vedno predstavlja tisto notranjo moč, pleksus. Pleksus je povezan s to tigrovo močjo, s tem, kako v bistvu delujemo ven iz tega našega sončnega pleteža, ki je sedež naše notranje moči. Vidim, da že reagirate s srčki, lepo. In ta karta oziroma ta energija nas vabi, da delujemo iz te svoje notranje moči, ki zna biti
zelo mehka hkrati, ne. Ni nujno, da je to tisto, kar je ostro, kar je agresivno. Ne, vsi imamo nekje tisto željo, da bi enkrat pobožali eno tako veliko zver, ke je tako mehka, en tiger ali pa en lev ali pa zdaj smo v obdobju leva, ne, ta naš notranji impulz, da bi ukrotili moč, da bi se usedli na leva, da bi se usedli na tigra, da bi to moč imeli pod sabo, a ne. Dajmo temu reči kultiviranje lastne notranje moči tam, kjer je ta še vedno preveč, ne, še vedno preveč agresivna, še vedno hlastne, a ne. In ravno v tem času retrogradnega Merkurja je pomembno, kako komuniciramo in da komuniciramo na drugačen način. Ne tako, kot smo vedno, da probamo kaj novega, da probamo na bolj ljubeč, bolj mehek način. In s tem tudi, da opustimo neke sodbe vseh tistih, ki na ta način še ne znajo reagirati. Tako da eno odpuščanje, eno oproščanje, eno sočutje je tisto, ki naj bo zraven prisotno. Tako da v tem tednu na nov način uporabiti svojo moč v vseh odnosih, predvsem pa v odnosu sami do sebe. Tako da tukaj je na neki način precej dobrodošla tudi angelska podpora, tako da nadangela Ariela lahko pokličete, da vam pri tem pomaga, da vam dvigne vibracijo. Naslednja karta je osmica vode. Osmica vode nakazuje željo po premiku naprej, duhovno, čustveno rast, skozi tudi občutke, skozi čutenje. Namreč, kaj se zgodi, ko mi svojo moč obvladujemo, ko jo kultiviramo, ko znamo z njo upravljati, ko ni več tisti zakrčen, agresiven način, a ne, v bistvu se tudi druga čustva dobijo svoj prostor. In ko ta čustva dobijo svoj prostor, nakazujejo eno tako potrebo po nadaljnjem raziskovanju, po nadaljnji rasti, po iskanju pravzaprav nečesa bolj smiselnega, ne, ker gremo potem takoj lažje na neke bolj subtilne nivoje. Tako da osmica vode, se pravi, ko smo v svoji moči, ko smo v svojem centru, ko v bistvu se zavedamo tega, kaj oddajamo in kako v bistvu tudi drugi lahko oddajajo nekaj, če to znajo, a ne, takrat potem se odprejo res eni novi nivoji tega, kaj je mogoče tudi na področju čustev in čustvene rasti. In pa še zadnja. Je pa sedmica ognja. Sedmica ognja, zanimivo, je spet ženska, ki sedi na zmaju. Prej smo imeli angel, ki sedi na tigru, zdaj imamo žensko, ki sedi na zmaju. Se pravi, spet ena moč, ki je ukročena, spet nekaj v bistvu, ampak na energetski ravni tukaj, a ne, to je v bistvu bojevnica, ki gre v neko smer in modro izbira svoje bitke. Se pravi, ko enkrat svojo moč kultivirate, ko se pojavijo tudi druga čustva, takrat vidite, kdaj je smiselno se spustiti v neki ali konflikt ali nekaj, pa kdaj v bistvu je škoda vaše energije, čisto po domače povedano. A ne, in tukaj to je izziv. To je izziv, ker smo ljudje toliko navajeni reagirati, sploh če imamo na drugi strani osebe, ki imajo izredno močno negativno energijo ali pa agresivno energijo, ne. Tako avtomatsko toliko časa smo trenirali to odzivanje, da ko nekdo naredi mi naredimo in je ta napetost takoj prisotna in pademo v konflikt. In ven iz tega je težko iti. Ne, ven iz tega je težko iti drugače, kakor da se umakneš, da rečeš, čakaj, a je zdajle sploh vredno, da svojo energijo trošim za kaj takega? A je zdajle sploh v bistvu to življenjskega pomena? Ena taka luštna, hitra ocena tega, a je smiselno trošiti svojo moč, svojo energijo, svoja čustva z nekom v nekem konfliktu ali pa v enih takih napetih situacijah, je
da od 1 do 10 ocenite, koliko je to življenjskega pomena. Tisto, zaradi česar ste se zapletli. Ne? In če je tam 9, 10, ja, pa se že splača. Ne? Če je tam 1, 2, 3, ne, res. Dajte spustiti, reči, ne bom se zdajle tukaj zapletal v to dramo, v ta konflikt. Ne? Tako da danes nas angelske karte dejansko spodbujajo k temu, se pravi, da kultiviramo svojo moč, da prepoznamo čustva, zdaj to kažem, da prepoznamo čustva, ki so spodaj, in da modro izbiramo, kam bomo zdaj to svojo moč oziroma svoja čustva, svojo komunikacijo, način komunikacije usmerja. Tako da v tem tednu je to tisto, kjer imamo tudi angelsko podporo in se lahko, bom rekla, lažje potem zavemo tega, kaj se nam prav na tem področju dogaja. Tako da to bi bilo to za danes. Naslednji teden se vam bom javila nekje iz Evrope, namreč grem na eno potovanje in bom tole vadila vsak dan, ker bomo 4 v avtu, tako da na potovanjih ponavadi v majhnih prostorih, v tem, ko bi vsak nekaj drugega, pridejo te stvari do izraza, tako da tukaj je tudi zame osebno velik izziv in se vam bom v ponedeljek javila samo preko Facebook Live-a. Samo preko Facebook Live-a, ne bom imela nič YouTubea omogočenega ali karkoli, tako da ob 7 se dobimo tukaj na Facebook strani Manca Razboršek Life and Soul Coach. Do takrat pa vam želim čim več lepih, prijetnih energij iz tiste notranje moči, ki je nežna. In pa čist na kratko vas še povabim, da si pogledate novo spletno stran Avtentične Yin Akademije. Link bom zdajle prilepila tukaj tudi pri videu. In da mogoče začutite, a je to nekaj, kar vas kliče, kar je pisano na vašo kožo. Namreč to je sklop znanj, ki jih delim. Pač vse, kar pride, vse, kar znam, sem združila v ta program. Da v 4 mesecih res najde vsaka ženska svojo avtentičnost, svojo ženstvenost in živi na bolj lahkoten način. Tako da toliko na kratko in se vidimo naslednji ponedeljek. Čau, čau.